Spoštovani vlagatelji, upravljalci, borzni posredniki in vsi ostali, ki nas spremljate preko računalniških zaslonov. Dobrodošli na današnjem webinarju z naslovom Pregled dogajanja na borzi v letu 2020. Moje ime je Karmen Pogorevc in v imenu Ljubljanske borze bom danes vodila ta online dogodek. Najprej pa nekaj formalnosti. Naj poudarim, da je webinar izključno informativne narave. Na njem bo sodelovalo več borznih strokovnjakov, ki bodo izrazili svoje osebna mnenja in spoznanja. Vsebina webinarja ali katerikoli del njega ne predstavlja naložbenih priporočil, naložbenega svetovanja ali nagovarjanja k investiranju s strani katerekoli udeležene osebe ali družbe, pri kateri so zaposleni. Webinar se snema, posnetek pa bo kasneje na voljo na YouTube kanalu borze. Občinstvo lahko postavlja vprašanja v chat. Če kakšno ne bo odgovorjeno tekom webinarja, bomo poslali odgovor naknadno po mailu. Kmalu se mi bodo pridružili tudi gostje, a najprej si poglejmo kratek pregled, kakšno je bilo poslovanje na Ljubljanski borzi v letu 2020 v številkah. Poglejmo si najprej gibanje tržne kapitalizacije. Kot lahko vidite z grafa, se je skupna vrednost tržne kapitalizacije konec leta 2020 povišala v primerjavi s prejšnjimi leti. Ampak vrednost tržne kapitalizacije delnic se je rahlo znižala. To znižanje je posledica padca tečajev delnic in izključitve dveh družb iz standardne kotacije. Se je pa v preteklem letu precej povišal obseg izdaj dolžniških inštrumentov in sicer konec leta kar za 20,4% glede na prejšnje leto. Celotni promet na Ljubljanski borzi je v letu 2020 znašal 400 milijonov evrov. Promet brez svežnjev pa 380 milijonov evrov. To predstavlja za 36,1% povečanje celotnega prometa brez svežnjev v primerjavi z letom 2019. Lahko pa vidite iz grafa, da je bil skoraj ves promet opravljen z delnicami, le 0,5% celotnega prometa je pripadlo obveznicam. Naj pa kot zanimivost povem tudi, da je povprečni dnevni promet znašal 1,6 milijona evrov, povprečno število poslov na dan pa 170. To je znatno povečanje od leta 2019, ko je bilo povprečno sklenjenih 119 poslov na dan. Poglejmo si sedaj najprometnejše inštrumente. Tudi v letu 2020 so bile najprometnejše delnice Krke. Z njimi je bilo ustvarjenega skoraj polovica prometa vseh delnic borze. Drugo mesto, glede na dosežen promet, so s 13% zasedle delnice Petrola, tretje pa slabih 12% delnice NLB. Pri obveznicah je bilo največ prometa opravljenega z obveznicami Telekoma Slovenije z oznako TLS1. Če pogledamo še delež prometa po segmentih, ugotovimo, da je bilo v letu 2020 kar 93,5% vsega borznega prometa ustvarjenega z delnicami prve kotacije. S 6% deležem prometu sledijo delnice standardne kotacije. Z obveznicami, kot že omenjeno, je bil ustvarjen le 0,5% delež, s kratkoročnimi dolžniškimi inštrumenti pa v preteklem letu sploh ni bilo prometa. Poglejmo si sedaj, katere delnice so največ pridobile na vrednosti v preteklem letu. Z delnicami Salosa je bilo možno ustvariti najvišji donos, in sicer kar 30,4%. Sledijo delnice Krke, KD, Melamina in Save Re. Na drugi strani pa so tu predstavljene delnice, ki so največ izgubile na vrednosti. Največ vrednosti so izgubile delnice Vipe Holding in sicer kar 60,5%. Sledijo delnice Hram Holding, Uniorja, KD Group in KS Naložb. Zdaj pa si poglejmo, kdo je najbolj trgoval z delnicami v prvi kotaciji. V strukturi prometa z 52% deležem prevladujejo tuje pravne osebe, tako kot tudi prejšnja leta. Sledijo domače fizične osebe z 28%, nato domače pravne osebe z 19% deležem. Na zadnjem, četrtem mestu, pa se s samo 1% deležem že vrsto let nahajajo tuje fizične osebe. Poglejmo si še, kaj se je dogajalo na področju dividend.
Nekatere delnice v sestavi SBI Top v preteklem letu zaradi različnih razlogov, o katerih bomo govorili kasneje, niso prinesle dividend. Pri drugih delnicah pa so bila izplačila v preteklem letu precej visoka. Rekorderke po višini izplačanih dividend so KD Group, Petrol in Cinkarna Celje. Nazadnje si poglejmo še, kako se je gibal indeks SBI Top v preteklem letu. Indeks SBI Top prikazuje odebeljena svetlo-modra črta. Kot lahko vidimo, je bil začetek leta obetaven in SBI Top je svojo najvišjo vrednost dosegel dne 19. februarja 2020, ko je znašal 983,96 točk. Nato pa je širjenje virusa COVID v Sloveniji povzročilo strmo padanje vrednosti indeksa. Dno je bilo doseženo 23. marca 2020, ko je vrednost znašala 685,52 točk. To je bil 26% padec glede na vrednost konec leta 2019. Zatem je vrednost indeksa pričela ponovno rasti. Konec leta 2020 je SBI Top zabeležil samo še 2,8% padec glede na vrednost, ki jo je dosegel konec leta 2019. Na grafu lahko vidimo primerjavo z nekaterimi drugimi indeksi. Kot vidimo, je po uspešnosti naš indeks SBI Top nekje na sredini. Bolje se je odrezal ameriški Dow Jones in nemški DAX. Slabše pa so konec leta končali trgi Hrvaške, Avstrije in Češke. Sedaj pa je čas, da se nam pridružijo gostje, ki bodo pokomentirali dogajanje na trgu. Vabim, da se nam pridružijo Danijel Medved, direktor oddelka investicijskega bančništva iz Nove KBM. Anže Habjan, pozdravljen. Anže Habjan, borzni posrednik pri NLB. Lepo pozdravljeni. Pozdravljen. Mislim, da zaradi tehničnih težav zaenkrat še nimamo na liniji Urbana Beliča, člana uprave Ilirike, upam, da se nam pridruži kasneje. Nažalost pa je zaradi bolezni tudi ni predstavnice BKS banke, ki pa ji želimo čimprejšnje okrevanje. Pa kar nadaljujmo mi s pogovorem, gospodje, dobrodošli. Naj vas najprej prosim za komentar teh videnih številk. Gospod Medved, bi kar vi začeli? Lahko začnem. V bistvu zadeva je taka, da opažamo v preteklem letu povečano trgovanje na Ljubljanski borzi tudi z vidika naših strank, kar pa se predvsem opažamo, da je večina prometa sklenjenega predvsem z Krko in Petrolom, kar predstavljata skoraj 60% prometa, kar pomeni, da se v bistvu investitorji osredotočajo na v bistvu blue chipe v Sloveniji. Gospod Habjan, vaše mnenje? Tudi sam ocenjujem, da v bistvu se pozna, da je bilo leto 2020 nekoliko nenavadno zaradi, vsi vemo, pandemije COVID-a in da se to odraža tudi na povečani trgovalni aktivnosti, kar je razvidno tudi iz podatkov iz trgovanja na Ljubljanski borzi. Mogoče podobno, v bistvu nič drugače se ne dogaja tudi na ostalih zunanjih delniških trgih. Tako da bi rekel, da je bolj leto, ki je postreglo nam z velikim padcem in pa posledično tudi hitrim okrevanjem na delniških trgih. Dobrodošel, gospod Belič. Zdaj vmes me veseli, da ste se nam uspeli pridružiti. Mogoče, samo ne slišimo se še. Mikrofon. Lahko vključite še mikrofon? Mislim, da smo. Gospod Belič, se slišimo? Ne, očitno. Bo šlo? Mislim, da vas ne slišimo. Bi mogoče... Ja, mogoče, če kaj poveste, da vidimo, a ste z nami tudi. Ne bo šlo. Kot je gospod Habjan že omenil, sta ključni besedi v bistvu leta 2020 sigurno korona pa lockdown. Ko smo videli na grafih, slovenski trg je bil močno prizadet, tudi ti naši okoliški
Mogoče bi še malo pokomentirali tudi malce širše, kako se je to dogajalo v bistvu in kako ste tudi videli to iz vašega vidika pri vaši borzni hiši ali pa banki. Gospod Medved? Evo, v bistvu ta lockdown nam je prinesel kar nekaj zadev, ne? Tako kot se že omenila. Doživeli smo ekstremne padce tudi v tujini. Recimo DAX je iz vrha v januarju zdrvel v negativno smer kar 39%. Tukaj se nekje, bom rekel, S&P malo bolje odrezal, izgubil je samo 34%, ampak bom rekel, če pogledamo globino trga, kjer smo dosegli dno, je trajalo relativno kratki čas. V bistvu na dnu smo bili le 14 dni, kar pomeni, da so investitorji ugotovili, da se zadeve tudi z vidika covida in lockdowna izboljšujejo in so se dejansko hitro vrnili na trge in, bom rekel, ponovno začeli vlagati nazaj v delnice, ne. In če pogledamo trenutno, bom rekel, stanje v tem trenutku, ne, ugotovimo, da je dejansko S&P 14, vodilni ameriški indeks, celo 13% nekje više, kot je bil v bistvu pred začetkom padca, ne. Kar pomeni, da, kar ugotavljamo že v preteklih letih, investitorji vedno hitreje pozabljajo na slabe dogodke, saj vidijo nove priložnosti v naložbah. Gospod Habjan, bi kaj dodali k temu komentarju? V bistvu bi dodal samo to, da v bistvu ta hibernacija, v katero je bilo postavljeno gospodarstvo, spravi v začetku lanskega leta, oziroma zaradi pandemije, spravi in potem hitro okrevanje, spravi gospodarstva in posledično delniških trgov, spravi gre predvsem na račun sinhronega ukrepanja centralnih bank in fiskalnih politik. Tukaj so vlagatelji hitro prepoznali, da v bistvu je ob tradicionalnih naložbenih razredih zmanjkalo alternativ in v iskanju donosov, spravi so se bolj kot ne vlagatelji primorani obračati na tradicionalno bolj tvegane in bolj donosne delniške naložbe in to se pozna tudi danes. Spravi, mogoče samo panožno se je to vlaganje preselilo spravi v tehnološki sektor in so bile nekoliko bolj zapostavljene, spravi delnice, spravi teh cikličnih panog. Ok, hvala. Gospod Belič, se zdaj slišimo? Ne, imamo še vedno probleme. Glede leta 2020, ali ste opazili v obnašanju vaših strank kakšne premike? Oziroma, da se je spremenilo obnašanje strank glede na prejšnja leta? Gospod Medved? Mogoče komentar, ja, v bistvu tako je že pred tem povedal, ne, negativne obrestne mere, predvsem investitorje vlečejo na borzo v tveganejše naložbe, ne. Če pa primerjamo zdaj recimo ta padec, ki se je zgodil v mesecu marcu, kar ugotavljamo je predvsem to, da seveda tisti, ki so špekulanti, odreagirajo hitreje in dejansko želijo z nihanjem tečajev zaslužiti. Na drugi strani pa imamo seveda dolgoročnejše vlagatelje, ki tudi dejansko vlagajo sredstva ali dolgoročno v delnice ali tudi v vzajemne sklade, da so ta zadnji padec sprejeli dokaj mirno, da sicer je bilo kar nekaj nakupov in prodaj, vendar če generalno gledamo, dejansko opažamo, da investitorji so prišli do spoznanja, da se dolgoročno investiranje obrestuje. Gospod Habjan, bi tudi vi potem rekli, za koga je bilo bolj primerno tole leto 2020, za dolgoročne investitorje ali za špekulante? Sigurno ta pot je bila pot, ki smo jo prehodili v letu 2020, bolj namenjena špekulantom, spravi, se pa strinjam tukaj z Danielom, da v bistvu tudi tej tako imenovani dolgoročni vlagatelji, spravi, niso zaganjali pretirane panike. Sama pot, ki smo pa prehodili, spravi v marcu in potem posledično zadnji del marca hiter odboj, spravi, bi pa rekel, da je bila pot namenjena bolj za špekulante oziroma tiste vlagatelje, ki so pripravljeni sprejemati večje tveganje, prebaviti večjo nihajnost delniških naložb in pa iskati alternativo v vlaganje pri delnicah oziroma pri sektorjih, ki niso tako tradicionalni oziroma ali pa bili v ospredju v preteklih letih.
Gospod Daniel, vaše še mnenje na to temo? Dolgoročni vlagatelji ali špekulanti v 2020? Ja, če povzamem, se popolnoma strinjam, da je leto, predvsem se padcem v marcu, bilo bolj namenjeno špekulantom, seveda se pa je tudi dolgoročnim vlagateljem na drugi strani obrestovalo. Ker kdo je ostal v naložbah oziroma uspel vstopiti blizu dna, je seveda bil za to dobro nagrajen. Kot smo videli tudi že prej na grafu, je kar nekaj delnic precej izgubilo na vrednosti. Ali v teh delnicah vidite tudi nove nakupne priložnosti? Gospod Daniel? V bistvu, če pogledam z tega vidika, vsekakor, ko se bodo zadeve dejansko normalizirale, menim, da imate tukaj predvsem v mislih turistični sektor, letalski prevozniki in bom rekel s tem povezane vse dejavnosti. Bom rekel, ko se bodo zadeve normalizirale in ko bomo dosegli določeno precepljenost dejansko prebivalstva in se bodo začeli ti tokovi sproščati, bojo dejansko lahko tudi te rasti nekoliko večje. Seveda pa moramo tudi poudariti, da je predvsem vse odvisno od tega, kako bojo ljudje sprejemali novo situacijo, pa v bistvu soočenost z COVID-om. Gospod Haljan, kakšno je pa tu vaše mnenje glede nakupnih priložnosti? Vsak padec pomeni tudi precej priložnost za nakup in posledično večji donos. Leto 2021 upam, da bo leto okrevanja in da bomo nadaljevali to pot okrevanja. Tukaj sigurno v samih storitvenih panogah bomo verjetno lahko zaznali nek nadomestitveni efekt. Namreč ljudje so željni dopustovanja, v bistvu prihranki so visoki, tako da pričakujemo nadomestitveni efekt in lahko pričakujemo, vkolikor bodo cepiva razpoložljiva in bo prišlo do normalizacije, da bo prišlo do večjega odboja v tako imenovanih cikličnih panogah oziroma panogah, ki so bile v tej pandemiji precej bolj prizadete. V letu 2020, kot smo že prej tudi omenili, kar nekaj podjetij, ki tradicionalno izplačuje visoke dividende, le teh niso izplačale. Ali lahko pričakujemo, da se bo to izplačilo naredilo tekom tega leta? Gospod Daniel? V bistvu vse v soodvisnosti regulatorjev. Seveda, nekako investitorji si tega želijo, da bi se dejansko tudi ta trg oziroma dejansko sproščalo izplačevanje dividend. Ne moramo pa natančno prevideti, na kakšen način in kdaj se bo to sprostilo. Mogoče, gospod Habjan, razložite za tiste vlagatelje, ki ne vejo, zakaj podjetja recimo iz finančne industrije niso izplačevala dividende, oziroma tudi vaše mnenje, ali kaj pričakujete glede dividend letos? Če se navežem predvsem na domače borzne družbe, imamo dve zavarovalnici in banko, sta bančni in zavarovalniški regulator omejila izplačevanje dividend v letu 2020. SB-Top oziroma podjetja, ki kotirajo tukaj, njihova dividendna politika je bila privlačna za marsikaterega vlagatelja v smislu primerjave z vrednotenji ostalih globalnih delniških družb in dividende, ki so jih izplačevali ta podjetja, so predstavljale pomemben faktor pri odločanju za nakup pri marsikaterem vlagatelju. In zdaj, ali je to možno, ali lahko v letošnjem letu pričakujemo, izplačila, je seveda vse v rokah regulatorjev. Menim pa, da bi to spodbudilo domače vlagatelje k izdatnejšim nakupom domačih borznih družb, ki pa seveda vse v želju po pričakovanih izplačilih dividend. Gospod Habjan, ali pa ste zaradi neizplačila dividend zaznali, da bi recimo stranke bolj odločale za prodaje teh delnic, ki so jih pač tradicionalno držale zaradi dividend? Da bi bolj prodali, niti ne moremo oceniti, oziroma bi rekel, da ne. Menim pa, da posledično so umanjkali nakupi, dodatni nakupi pri teh borznih družbah. Te borzne družbe niso bile tako privlačne, kar se pozna tudi na
gibanju cen delnic naših domačih zavarovalnic in pa banke. Najbrž imate podobno opažanje tudi na nove KBM. Se strinjam z tem mnenjem. Tako. Zdaj, če vaju osebno vprašam, a vama je kakšen dogodek v preteklem letu ostal še posebej v spominu, mogoče glede strahu, stresa ali pa pozitive potem pri obratu? Ja, v bistvu, na kaj nam je ostalo posebej v spominu, ne? Glede na to, da smo vsi vključeni v borzo, seveda pretiran strah v marcu, pa seveda sproščanje ukrepov čez poletje. Tako da COVID, jaz mislim, da je na nas pustil poseben vtis, ampak tako sem že tudi dejal, opažamo pač to, da investitorji vedno hitreje pozabljajo na slabe dogodke. Gospod Fabjan, pri NLB? Tudi sam bi ocenil, da sprememba v načinu našega poslovanja, spravi naša hitra prilagoditev, spravi je Sam trenutek. Webcam. Ja, cloud spot je bil, test your sound je bil. Sam malo, zdaj pa mislim, da imamo malo Iliriko v ozadju. Se pravičujem. Ja, zdaj vas pa malo slišimo. Gospod Belič? Ja, me slišite? Ja, zdaj se pa slišimo. Ok, super. Se opravičujem za zamudo oziroma so bile tehnične težave, tako da ne vem. Ni problema, live dogodek, to se velikokrat zgodi. Mogoče, da vam sam predam besedo, pa lahko poveste kaj o vašem mnenju, kako ste v Iliriki recimo doživljali tole leto 2020 v povezavi z temami, ki so jih z gospodom Habjanom pa z gospodom Medvedom že malo komentirali. Še vaše mnenje? Ja, jaz moram reči, da za našo družbo je bilo lansko leto zelo dobro, saj na področju borznega posredovanja, tako da so se nam prihodki iz tega naslova bistveno povečali. Še posebej je bilo to pozitivno leto za našo internetno aplikacijo, kjer se je v bistvu trgovanje povečalo skoraj za 7-krat. Tako da moram reči, ne glede na vso situacijo, ki je bila v svetu, pa pri nas so ljudje verjetno ostajali zdaj doma, so pač in več zdaj trgovali na borzah, ne. Tako da iz tega stališča, če gledamo čisto samo na borzni nivo, je bilo leto 2020 sigurno uspešno leto. Tu, če se pogleda zdaj trgovanje naše na naši borzi, se vidi, da smo se tukaj povečali zdaj prihodki za 35%, kar je večje, kakor se je, mislim, da promet povečal na sami borzi, kar je pozitivno za nas, tako da je pa treba reči, ne, seveda, da vseh teh zadev ne bi bilo, ne, če ne bi nas podpirale zdaj centralne banke in pa svetovne vlade z svojimi radodarnimi darili v obliki nekih čekov, zastonjnih kreditov in tako naprej, ne. Tako da jaz upam, da bo tudi tole tekoče leto 2021, vsaj upam, ne, podobno uspešno, kakor je bilo lansko leto. Saj smo pa tudi že dobro štartali v letošnjem letu, tako da jaz mislim, da se upamo, ne, da se bo ta zadeva šla tudi v tem tempu naprej. Ali ste tudi pri novi KBM pa NLB zaznali znatno povečanje tega trgovanja online? Če jaz pokomentiram, bom rekel, še trenutno online trgovanje ne ponujamo, maksimalno se trudimo, da bomo to čim prej strankam ponudili. Drugače pa samo povečanje prometa je bilo tudi pri nas, tako na borznem posredovanju, tudi na področju dejansko plačil v vzajemne sklade. Tako da, če povzamem, tudi za nas, bom rekel, zelo, zelo dobro leto, kljub covidu. Gospod Habjan? Strinjam s kolegi, spravi povečan promet na borzah, povečana trgovalna aktivnost, dobro deluje tudi na naše poslovne rezultate in se pozna tudi na številkah. Zdaj, kar se tiče online prometa, spravi je napredek tudi v naši družbi, hkrati pa pripravljamo spravi tudi nadgradnjo teh storitev tudi za bodoče lažje poslovanje. Mogoče lahko še malo bolj razložite, kakšne mogoče za stranke pripravljate novosti v tem letu? Vemo, da online trgovanje je pomemben faktor, ni edini, ampak
svet gre v to smer, spravi, da tehnologija, ki smo jo začeli vse bolj uporabljati, spravi, je neka nujnost tudi v tem segmentu in na trg prihajajo oziroma novi vlagatelji, mlajši vlagatelji, ki to vrstno trgovanje tudi želijo. Bi pa jaz sam še to rekel, če lahko, kar v bistvu je pa zanimiva ta zadeva, da pri nas približno 85% vseh klientov dela v tujini, in 15% pa dela samo na naši borzi preko te naše aplikacije. Tako da v bistvu Slovenci smo kljub temu, da se mogoče reče, da ne vlagajo zdaj na borze, mislim, da so kar aktivni tudi v tujini. In zdaj glavni razlog, zakaj gredo v tujino, seveda je težava v Sloveniji z likvidnostjo. In seveda tudi bistveno večji, boljši izbor naložb je naprimer v Ameriki ali pa v Evropi. Tako da mi tudi, če se lahko to pohvalim, da tudi mi, mislim, da bomo zdaj v kratkem tudi naredili nadgradnjo našega online trgovanja, tako da bo bila še boljša zdaj uporabniška izkušnja za naše stranke. Glede na to, da je v lanskem letu v bistvu 5 slovenskih delnic imelo svojega market makerja, mislite, koliko je to v bistvu pripomoglo k večji likvidnosti, ker v prejšnjih letih pač recimo tega ni bilo? Gospod Belič. Ja, jaz mislim, da zadeva je sigurno pozitivna, da sama zdaj likvidnost. Tudi če se pogleda, koliko prometa je market maker naredil v lanskem letu, se vidi, da se tudi samemu temu, tudi njim se splača ta zadeva, seveda ob določenem tveganju. Mi sigurno v naši družbi zdaj podpiramo tako obliko vzdrževanja likvidnosti in bomo seveda tudi v prihodnosti premislili, ali se bomo tudi aktivno vključili v ta posel. Gospod Medved. Se pridržujem temu mnenju. Market makerstvo sigurno spodbudi globino trga na obeh straneh in zatem seveda možnost po povečanju prometa v trgovanju strank. Na koncu bi vas pa prosila še za vas pogled, torej za tole leto, kot je gospod Belič že omenil, smo že dobro štartali, sicer tudi lani je bil super štart, mogoče je vaše pričakovanja za leto 2021? Gospod Belič. Ja, kot sem že rekel, že v začetku, jaz upam, da bo tako pozitivno leto, da v bistvu po eni strani bomo imeli še zmeraj te fiskalne pa ukrepe in tudi poplava dolarjev in pa drugih zdaj valut, kar to bo seveda pozitivno vplivalo na borzne tečaje. Iskreno upam, da se bo COVID končno že šel stran in da se bomo začeli neko zdaj kot normalno za življenje. Tako da jaz upam in verjamem v to, da bo leto 2021 pozitivno na borzah. Gospod Daniel. V bistvu se pridružujem temu mnenju, saj bom rekel, dejansko vsi opažamo to, da se depoziti v bankah kopičijo, kar pomeni, da sredstev na razpolago za investiranje je dovolj. Seveda pa je potem ključno to, da so v bistvu stranke pripravljene se izpostaviti malo večjemu tveganju in se odločiti za investiranje na borzi. Se pa tudi pridružujem mnenju, da v bistvu poplava denarja je pa tisti ključen dejavnik, ki bo povečeval tudi tečaje v letošnjem letu. To si mislim, da vsi želimo. In gospod Habjan? Pridružujem mnenju kolegov, nizke obrestne mere, spravi vlagatelje, silijo k sprejemanju bolj tveganih naložbenih odločitev, kamor v katero kategorijo sodijo tudi delnice. In menim, da vkolikor bo okrevanje gospodarstva potekalo normalno, spravi po nekih ustaljenih smernicah oziroma željah, da zna biti leto pozitivno za vlaganje v delniške naložbe. Če se še na to samo navežem, na katere sektore bi mogoče potem stavili v letu 2021? Gospod Medved. Ne, vse kar. Lahko gospod Medved, pa potem gospod Belič. V bistvu zadeva je taka, bom rekel, če pogledamo vrednotenje na borzah, sicer več niso nizka, seveda, kateri sektori so pa zanimivi, tisti, ki so bili nekoliko podcenjeni in kot smo že prej o njih govorili, bom rekel, sektori, ki so podcenjeni, seveda nudijo
večjo možnost po zaslužku, pa seveda tudi na drugi strani večje tveganje, ne. Dejansko pa jaz mislim tudi, da v tem letu ne smemo pozabiti na tehnološki sektor. In seveda posredno glede na COVID tudi farmacijo. Ok, gospod Belič. Se pridružujem temu mnenju. Res je, da v bistvu v IT sektorju so vrednotenja že zelo visoka, vendar kljub temu jaz mislim, da tudi ta četrti kvartal, ki prihajajo zdaj podatke ven, bo fenomenalen za ta podjetja in tudi v tekočem letu bodo imeli po moje tudi rast prihodkov. Je pa res, da del naložb, ki smo jih mi imeli v lanskem letu na sektorju IT-ja, se zdaj seli v sektore, iz katerih pričakujemo, da bodo imeli v prihodnosti zaradi določenih fiskalnih ukrepov tudi neko večjo rast. To pa je seveda realni sektor. Gospod Fabijan, še vaše mnenje, prosim. V predpostavki normalizacije razmer predvidevamo, da verjetno gre višje donose pričakovati od panog, ki so bile neposredno podvržene stresu lockdowna. Poleg tega, prav tako, kot pravi ta kolega, spravi tehnološki sektor je tisti, ki je marsikatero stvar rešil v lanskem letu in kjer se bo pozitivni trend verjetno nadaljeval kljub visokim vrednotenjem. Hvala lepa, s temi odgovori smo prišli v bistvu do konca še naše časovne omejitve webinarja. Hvala vam vsem gostom, da ste se nam pridružili pogovorju in hvala vam, spoštovano občinstvo, da ste nas spremljali. Webinarji s pregledi dogajanj na borzi bomo predvidoma organizirali četrtletno, zato ste vabljeni, da se nam tudi prihodnje pridružite. Na Ljubljanski borzi pa organiziramo tudi druge dogodke, ki jim lahko sledite na naši spletni strani in družbenih omrežjih. Naslednji dogodek bo že prihodnji teden, vsebina pa zaenkrat ostaja še skrivnost. Hvala za danes in lep pozdrav vsem. Hvala, srečno. Hvala.